Redko se zgodi, da zaposlitev najde pravega človeka, zato je na vsakem od nas, da poiščemo pravo zaposlitev. Vir informacij in napotkov za izbor pravega delovnega mesta svojim diplomantom in študentom zaključnih letnikov ponuja Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani z organizacijo kariernega sejma. Dogodek Delo mene išče letos organiziramo že 7., namenjen pa je vsem študentom Ekonomske fakultete od prvega do zadnjega letnika, seveda pa še najbolj zaključnim letnikom in absolventom. Kakšen pa je odziv na dogodek letos? Odziv na dogodek je, kot že po praksi prejšnjih let, zelo dober. Pričakujemo udeležbo preko 500 študentov, seveda pa so prijave na posamezne delavnice omejene glede na število mest v predavalnicah, tako da se morajo študenti že predhodno prijaviti na posamezne dogodke. Po besedah organizatorja Kariernega centra Ekonomske fakultete je glavni namen dogodkov povezavi delodajalcev in študentov ter izboljšanju njihovih zaposlitvenih možnosti. Poleg tega želijo mladim posredovati tudi neformalna znanja, ki jih v času rednega študija ne pridobijo, so pa pomembna na njihovi zaposlitveni poti. Kakšne oblike sodelovanja z delodajalci ponuja CERŠ študentom? Oblike sodelovanja z delodajalci so največkrat objavljanje zaposlitvenih oglasov, to se pravi glede na potrebe delodajalca, lahko so to redne zaposlitve za določen nedoločen čas, lahko je pa to tudi opravljanje študijske prakse, kar je za študente zelo pomembno. Za delodajalce organiziramo posamične predstavitve na fakulteti, to se pravi predstavitve zaposlitvenih možnosti, ali pa tudi organiziramo oglede posameznih podjetij na sedežu podjetij. Karierni center Ekonomske fakultete je karierni dogodek Delo mene išče organiziral v sodelovanju s študentskim društvom Management Group. Društvo svojim članom omogoča še dodatno pridobivanje poslovnih znanj in izkušenj za širjenje obzorja na področju ekonomije. Člani združenja Management Group oziroma bolj konkretno ta projektna skupina, ki sodeluje z Ekonomsko fakulteto, pridobi nekako praktične izkušnje, kako nekako izpeljati ta projekt, se pravi, kako ga zorganizirati, kako ga splanirati in seveda kako potem tudi vse stvari nekako operativno izvesti, kar je nenazadnje tudi neko poslanstvo združenja Management Group, se pravi prenos praktičnega oziroma znanja pridobljenega v fakulteti v realno sfero. Kaj pa so glavne dejavnosti združenja Management Group? Glavne dejavnosti združenja Management Group so torej partnerski projekti, kot je na primer ta, na katerem se danes nahajamo, Delo mene išče. Potem so še drugi partnerski projekti, kjer sodelujemo z našimi bivšimi člani, ki so danes uspešni gospodarstveniki v raznih podjetjih, torej delamo tudi na realnih poslovnih projektih. Potem so tudi tu razni izobraževalni dogodki, okrogle mize, seminarji, konference in podobno. Pripravljamo tudi en mednarodni projekt International Week. V okviru kariernega sejma so študentom predavali strokovnjaki z posameznih področij in inštitucij, ki jim na poti do zaposlitve lahko pomagajo. Na 11 delavnicah in predavanjih so se mladi seznanili, katera znanja in veščine potrebujejo za uspešen vstop na trg delovne sile, poleg tega so se informirali tudi o možnostih zaposlovanja v tujini. Kaj ste danes predstavili študentom v okviru dogodka Delo mene išče? V okviru tega dogodka sva s kolegom študentom predstavila eno delavnico asertivnosti in sicer to je tisto vedenje, ki nam omogoča, da izrazimo in uveljavljamo svoje želje na socialno sprejemljiv način. To pomeni, da upoštevamo sebe, spoštujemo sebe in hkrati upoštevamo in spoštujemo tudi tiste ljudi, s katerimi smo v nekih odnosih. In na ta način se učimo nekega boljšega sodelovanja, boljšega reševanja konfliktov in tako naprej. Kako vidite današnji dogodek? Ja, meni se ta dogodek zdi zelo v redu, ker se pri našem delu na posvetu velikokrat srečujemo z mladimi in zadnje časih čedalje več prihaja tudi zaradi tega, ker nekako ne dobijo prav čas službe, ker so v različnih stiskah in ta dogodek jim sigurno daje veliko možnosti, da najdejo boljšo pot za iskanje zaposlitve in tudi boljšo pot za pridobivanje večje samozavesti. Se veliko delavnic je bilo pravzaprav tudi na to temo narejenih.
tako da jim je mogoče po tem dogodku vse malo lažje, ko se znajdejo na tem krutem trgu delovne sile. Dejstvo je, da je glede na trenutne potrebe gospodarstva ekonomistov preveč, ampak sam v tem trenutku se mogoče ne bi osredotočil na ta problem, namreč vsak, ko išče zaposlitev, se mora najprej s to zadevo soočiti sam. Bistveno to, kar sem želel danes povedati, so bile tiste ključne napake, ki jih delamo na trgu dela, neke stvari, o katerih smo prepričani, da so resnične, pa ne držijo in zaradi tega marsikdo ne dobi želene zaposlitve. Manj smo se morda ukvarjali ravno zato, ker so te osebe ekonomisti z samim nastankom delovnega mesta in zakaj nastane. To je namreč ključno za dobivanje razumevanja o sami zaposlitvi, ampak bolj s tem, česa na trgu dela ne početi zato, da bi nam bolje uspelo. Česa ne? Recimo, zelo neprimerno se je lotiti iskanja zaposlitve šele takrat, ko zaključimo samo šolanje. Zelo neprimerno se je lotiti iskanja zaposlitve tako, da napišemo 100 enakih prošenj, zamenjamo naslove, pošljemo, listi top 100 x podjetij in potem nikoli več ne pokličemo, pričakujemo pa, da nas bodo poklicali nazaj in nam ponudili zaposlitev. To sta recimo dve klasični napaki, za katere še vedno vsi mislijo, da funkcionirata, pa žal že daleč ne več. In kako vidite današnji dogodek? Meni se zdi zelo v redu, da se študente osvešča o nekako karieri že preden vstopijo s faksom. Tudi zelo mi je všeč, da se ta nivo niža, kar pomeni, da študenti začnejo o teh zadevah razmišljati v prvem, drugem letniku, ne pa recimo proti koncu absolventskega staža. Tako imajo tudi možnost, da si sami recimo prilagodijo svoj študij, se izbirnim predmeti se sami odločijo tudi za obštudijske dejavnosti in tako sebi postavijo cilj in gradijo sebe okrog tega cilja, ne pa da na drugi strani pustijo, da jih nek tok nosi in potem bo kar bo. Tako da v vsakem primeru ocenjujem to za kot zelo pozitivno stvar. Tudi Bonton sam nam pravi, da ni treba, da je oblačenje bahavo, z nekimi priznanimi modnimi znankami. Glavno je, da pač se upada s tisto vsebino, ki jo bomo pokrivali, kamor prihajamo, in poslovni svet je zagotovo svet, v katerem so postavljena pravila, ki se jih pač moramo držati. In vsako odstopanje od teh pravil nas prej bolj osmeši, kot pa proslavine, da bi rekli, zdaj smo pa frajerji. Pač se treba držati. Če smo se odločili, da bomo delovali v poslovnem svetu, potem je pač treba tudi upoštevati pravila oblačenja. Zdaj pa tukaj mogoče so malo te stvari prepovedane, bi mogoče moški rekli, tisto, kar je lepo, to pomeni ustrezna dolžina krila, nepretirani dekolteji, ne spredaj, ne zadaj, nepretiran make-up, obvezno nošenje nogavic, zaprti čevlji. Mogoče, da se to poudari, če bo ta informacija še dosegla kakšno drugo uho, da v poslovnem svetu še vedno velja staro angleško pravilo, da za moške ni rjave barve po 5. popoldne. To bi kar lahko malo popravili, se mi zdi to, kar vidimo po medijih in tako je kar precej napak. Prvič danes na dogodku Delo mene išče? Ja, nažalost prvič. Zakaj nažalost? Ja, ker v bistvu sem že 3. letnik, pa če bi se kako leto prej udeležila, bi dosti več informacij že prej izvedela, ko bi mi mogoče lahko koristila. Katero predavanje si obiskala danes? Jaz sem šla na to predavanje Razvoj kariere skozi priložnosti v tujini. Gospa Trček iz Javnega sklada Republike Slovenije za štipendiranje predavala. Ti je bilo všeč, kaj novega si izvedela? Ja, zelo všeč, ker je v bistvu ogromno opcij za štipendiranje, ko jih študent sploh ne pozna, pač na takih predavanjih, dosti veš. Med številnimi delavnicami Sejma Delo mene išče so letos prvič pripravili tudi delavnico za študente s posebnimi potrebami. Na delavnici z naslovom Kako premagovati ovire so študente seznanili s pravnimi perspektivami zaposlovanja invalidov. Glede na to, da imamo vsako leto več študentov s posebnimi potrebami, tako na naši fakulteti, kot tudi na drugih fakultetah v okviru Univerze v Ljubljani. Na podlagi tega smo rekli, zakaj ne bi prav tem študentom namenili posebno delavnico, in tako je iz te ideje prišlo do današnjega dogodka. Kako bo potekala delavnica, kaj vse jim boste predstavili? Delavnica bo potekala pod skupnim naslovom Študenti s posebnimi potrebami, kako premagovati ovire. Bo pa iz 2 delov. Prvi del je
Naš gost iz Amerike prihaja, dr. profesor Gregor Stefanič. In smo zelo veseli, da ga danes tukaj gostimo. V drugem delu bo pa naš dr. Mitja Kovač, ki je z pravnega področja, povedal veliko o tem, kako naša slovenska in kot tudi evropska zakonodaja govori o zaposlovanju invalidov. Vsak človek na svetu je edinstven in zato mora biti vsakemu dana priložnost, da maksimalno izkoristi svoje življenje. So bile besede gostujočega predavatelja in strokovnjaka za usposabljanje ter svetovanje pedagoškim delavcem na področju izobraževanja študentov s posebnimi potrebami. Particularly those with disabilities are often not given equal access to whether it be educational opportunities, whether it be recreational opportunities, whether it be opportunities to interact and socialize. Kot je povedal dr. Štefnih, v Združenih državah že od leta 1975 uporabljajo številne zakonsko obvezujoče pristope, da se lahko študenti s posebnimi potrebami kar v največji meri vključujejo v družbo. We are required to make all of our facilities fully accessible to students with disabilities, which means that students have access to the entire facilities through either ramps or through elevators if they have motor orthopedic impairments. We have adapted restroom facilities, accessible restroom facilities in all of our buildings. In all of our science laboratories, we have accessible laboratory stations so that students can be full participants in the laboratory experiences. There are a thing called NEMA standards in which all of our productions essentially are accessible to the blind. On our campus, we provide interpreters for students that are deaf, or print materials or other types of assistive technologies, so that regardless of the sensory or physical disability or learning disabilities as well, those people that don't have good expressive capabilities, all of those are given opportunities to receive adaptations in the educational environment. Ob zaključku celodnevnega kariernega dogodka Delo mene išče so za okroglo mizo pod naslovom Uspešni karieri naproti spregovorili tudi nekateri uspešni slovenski zaposlovalci, katerim je omenjeni naziv dodelila časopisna hiša Dnevnik. Glede na kaj pri vaši časopisni hiši izbirate top zaposlovalce v Sloveniji? Najboljše zaposlovalce pri Zlati niti izbiramo prvo preko odgovorov zaposlenih v teh podjetjih. Spravi, ključno je to, da podjetje, ko se prijavi, dovoli, da naš center za raziskave anketira njihove zaposlene. To gre za skrbno oblikovano metodologijo, ki je potem na ekonomski fakulteti, FDV in filozofski fakulteti, tudi akademiki oblikujejo oziroma razdelajo te rezultate naprej, spravi, ni to kar navadna anketa, ampak je pa to bistveno, to je 80% ocene. Pogledamo tudi uspešnost poslovanja podjetja in pa potem med 21 najboljšimi preverimo tudi voditeljstvo. Se veste, po vrhu se vse pozna, iz vrha gre vse navzdol. To so v bistvu te trije ključni kriteriji. Na koncu končne ocene podajo izborna komisija in strokovni svet, ki točkujejo. Ampak se pravimo, prva faza, da se podjetje sploh lahko vrsti med 101 najboljšega zaposlovalca, so pa njihovi zaposleni, kaj oni povejo. Na podlagi svojih izkušenj so udeleženci okrogle mize študentom ponudili vpogled v zaposlitvene možnosti v njihovih podjetjih, ob tem pa podali tudi nekaj nasvetov. Iščete pa morda na kakšen način svoje bodoče zaposlene? Mi največ iščemo na fakultetah. Imamo zelo stalno sodelovanje vzpostavljeno s fakulteto za računalništvo in elektrotehniko. Tam iščemo najboljše študente, z njimi začnemo sodelovati že kot študenti. In potem, če so ta pravi, enostavno to zelo spontano preraste v delovno razmerje. To je najbolj ustaljen način. Kaj morda prvo, kar opazite pri potencialnem zaposlenem, kaj si želite? Željo, da bi rad delal z nami. To mi največ pomeni. Veliko več kot to, koliko znanja odprej prinaša. Zato, ker znanje bo dobil, to ni problem. Bistveno je, da dela z veseljem in da imamo občutek, da se bo dobro vključil v kolektiv. Mi smo bili udeleženi pri pogostitvi od
angleške kraljice, dobila Clintona, do delovnih kolektivov za več tisoč ljudi, kjer gre za zelo drugačne specifike in lastnosti in strokovna znanja. Tako da v osnovi podjetje vodimo isti ljudje za posamezna področja, potem je pa potrebno na posameznih projektih, da se drugače izkažemo in uveljavimo. Mogoče, če izpostavim našo pripravo na postrežbo, na protokolarni del ob obisku angleške kraljice, ob treningih, suhih vajah, kot rečemo, na pripravo na projekt, so mogoče ravno tista dva kolega, katera sta bila zelo strokovna, ko je bilo potrebno biti v stilu vojaka, v stilu poslušnega, ustrežljivega, bila preveč samosvoja in nista bila del ekipe. Tako da so različne lastnosti, so pa to lastnosti, ki so zelo pomembne potem pri individualnemu pristopu, nepogrešljive in jih potrebujemo v timu. Mi črpamo naše sodelavce praktično iz nas samih. Vedno, popolnoma za vsako odprto delovno mesto poiščemo najprej znotraj Simobila. Sicer smo pa vedno prisotni na Moje delo portalu za iskanje zaposlitve. Kakšne izkušnje pa imate s študenti? Odlične izkušnje imamo študenti. Pri nas imamo ogromno primerov, ko so ravno začeli kot študentje in so danes direktor marketinga, svetovalec uprave za strategijo. Skratka, imam praktično med dvema direktorjema sedaj, začela sta kot študenta pred 10 leti. Tako da o študentih vse dobro. Katere osebnostne lastnosti pa so zaželjene pri vaših zaposlenih, pa kako morda prihajajo potem do izraza na konkretnih primerih pri delu v vašem podjetju? Imamo specifično korporativno kulturo, kjer dejansko smo vsi mladi, če že ne več po letih, pa po srcu, neka strast, zauzetost do dela, seveda delo v ekipi, to so te lastnosti, ki jih iščemo. Predvsem si pa želimo energije, te energije, ki jo Simobil izraža navzven tudi med našimi sodelavci, ker edino na ta način bomo gojili to kulturo in te vrednote.